SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Hvala seveda tudi obema gostoma, da ste si vzela čas. Seveda smo vprašanja postavili malce drugače, ampak mimo aktualnih tem pa ne moremo. Gospa predsednica, kdaj ste po noči vstali? Raje me vprašajte, kdaj sem šla spat. Seveda sem spremljala ameriške volitve, gotovo me sprašujete, Gregor, o tem. Ker napeto je bilo spremljati predvsem po swinging states, torej po nihajočih državah, ampak pred pol ure sem čestitala novo izvoljenemu predsedniku, gospodu Trumpu, poslala tudi že uradno čestitko na veleposlaništvo Združene države Amerike. Gospod Trump je zmagovalec in čestitko si je zaslužil. Gospod Joc Pečečnik, ste tudi vi po noči slabo spali in gledali poročila? Ja, hvala za vprašanje. Prvo, še enkrat pozdrav predsednici in hvala za udeležbo. Jaz sem po noči kar v redu spal. Nekako sem pričakoval Trumpovo zmago, čeprav me oba dva kandidata nista prav posebno navdušila za prihodnje odnose z Evropo. Vendar kljub vsemu še vedno mislim, da je zmagala boljši delček slabih kandidatov in da mogoče tudi zaradi naše predsednice bodo te odnosi malo lažji za Ameriko. Ja, omenili ste ravno to, kar je zdaj moje naslednje vprašanje, to pa je ta odnos Združenih držav Amerike, vendarle prve svetovne velesile z Evropsko unijo, z Evropo, tudi Slovenijo. Gospa predsednica, pričakujete, da se bo zdaj kaj drastično spremenilo? Napovedi o carinah zagotovo že takoj dvigujejo obrvi tako v Evropi, ne glede na to, da danes naprimer delniški trgi fino rastejo, enako tudi kriptovalute, ampak na dolgi rok se pa tudi z Evropo marsikaj spremenja. Veste, jaz vedno rečem, da ne glede na to, kdo bi zmagal, bi Evropska unija morala sodelovati s katerimkoli predsednikom. Še več, jaz tudi pravim, da je treba v času mandata enega ameriškega predsednika sodelovati tako z republikanci kot z demokrati. V Združenih državah Amerike je zelo pol na pol, ne? Mislim, da bo gospod Trump seveda imel malce lažje delo, ker imajo republikanci tudi večino, kolikor sem lahko sledila v kongresu in senatu. Amerika je še vedno svetovna velesila. Številka je ena po moči gospodarstva, Kitajska je druga, Evropska unija kot celota je tretja. Te številke seveda nihajo, se spreminjajo. Tudi Združene države Amerike so malce v recesiji, ne, v Evropi sicer bolj gledamo Nemčijo in nemško gospodarstvo. Tako da sodelovanje z Evropsko unijo na gospodarskem področju bo potekalo, po mojem mnenju, odlično naprej. Znotraj zavezništva, če seveda govorimo o NATO, tam se bodo mogoče kakšne vsebine malce spreminjale, ampak lahko vam pa rečem eno. Katerega koli predsedniškega kandidata ste kdaj spremljali na volitvah, je v predvolilni kampanji seveda govoril bolj goreče o stvareh, ki jih zagovarja, ko pa enkrat prideš na funkcijo, se je pa treba ohladiti, pogledati realno sliko in vedeti, kdo so tvoji zavezniki in z mirno roko in ne prehitro hiteti v prihodnost. Klub slovenskih podjetnikov združuje 450 najboljših slovenskih podjetnikov, pa tudi dodajmo še mlade, 150 mladih slovenskih podjetnikov. Koliko spremembe v politiki v zadnjih letih, a ne, klub ima zdaj zgodovino, podjetniki pa še mnogo daljšo, vpliva na odločitve, na to, kako se odzvati na to, kar se dogaja v svetu in koliko je zdaj, ne vem, tukaj Evropa močna v primerjavi z Kitajsko in pa z Ameriko. Se pravi, koliko je to pomembno tudi za podjetništvo? Ja, to je vprašanje, ki bi lahko cel kongres odgovarjal samo na njega. Dejstvo je to, da v zadnjih, pa kar rečemo 20 letih, je realnost slovenske politike takšna, da je izgubljala in izgubila odnos in sodelovanje z gospodarstvom na način, da bi nam ustvarjala konkurenčne pogoje za dobro konkurenčnost na svetovnem trgu. Vsi veste, jaz sem imel podjetje v 133 državah, smo izvažali produkte in jaz vem, kako se druge države trudijo, da svojemu gospodarstvu omogočajo najboljše pogoje.
In če pogledamo samo sosednjo Hrvaško, lahko vidimo, da se tudi oni kregajo, tudi oni imajo nesoglasja, ampak ko pa se pogovarjajo o gospodarstvu, pa je od opozicije do vladajoče stranke, vsi so za to, da dobro gospodarstvo prinaša dobro socialno državo. Ta duh in ta odnos smo mi v Sloveniji popolnoma izgubili. Mi, ko se podjetniki med sabo pogovarjamo, je ena država, en svet, ko pa greš domov in gledaš poročila, gledaš dnevnik, pa kada si prišel iz druge države. Konkurenčnost nam pa na kvadrat pada. Pada nam v oblikah, ki bojo videli čez 5-10 let, in pada nam tudi v kratkoročnih oblikah, ker bomo videli, kakšna recesija se bo pojavila, ker je že med nami, mi jo že čutimo, avtoindustrija, prevozništvo, in to je polom za tako malo gospodarstvo, če ga poleg vseh globalnih težav najbolj duši lokalna politika, ki dela od danes do jutri, ki ne gleda, kako bomo razbremenili podjetja, kako jim bomo dali možnost za razvoj, za prodor, ki bi nam morala preko državne diplomacije pomagati, da bi pridobivali tuje posla. To delajo Italijani, to delajo Hrvati, in mi podjetniki smo primorani, da se ukvarjamo z razmerami političnimi v državi, namesto da bi se fokusirali delo. In tukaj jaz vidim velik razkorak v dnevno, trenutno politiko, tudi prejšnjo, da ne bom zdaj kakšne politične drame tukaj delal, ampak dokler naši politiki ne bodo razumeli, ampak razumeli, tudi naša predsednica prihaja prej iz gospodarstva, iz odvetniške pisarne, da mi nalivamo vodo, s katerih vsi pijemo, tle ne bo boljše. In se pa stvari res zaostrujejo in na slabo se obračajo. No. Doma je treba najprej... Gospa predsednica, doma je treba najprej upraviti nalogo, da lahko tekmujemo potem na tem svetovnem trgu, o čemer je govoril gospod Joc Pečečnik. Zdaj ste predsednica, prej ste bili gospodarstvenica iz poslovnih vod. Kakšna je ta razlika, ko sedeš na tak položaj, kot ga imate vi, in kako zdaj vidite to našo družbo in ta dva svetova, o čemer govorimo? Razlika je očitna. Ja, seveda, popolnoma drug svet, popolnoma drugačna razmišljanja, vendarle sem sama upala, da bo to svet z malo več vizije, govorim seveda o politični viziji, to namreč zelo, zelo pogrešam, pa tudi jaz, ne da bi zdaj kritizirala to vlado, jaz zadnjih 20 let, ko bolj spremljam politiko, prej seveda od zunaj, zdaj od znotraj, nekako ne vidim vizionarjev in vizije, namreč če hočeš imeti vizionarje in vizije, pa potreben dialog in sodelovanje. Saj se mogoče sliši zelo zdajle demagoško, ampak pri strateško pomembnih temah, to jaz govorim od prvega dne, kar sem postala predsednica, so to teme, kjer se morajo uskladiti praktično vse, vsaj parlamentarne politične stranke. In nobena strateška reforma se ne konča v mandatu ene vlade. Nobena, če je dobra, temeljita, korenita, in na parih področjih seveda mi potrebujemo korenite reforme. Zdravstvo, šolstvo, pokojninska reforma, davčna reforma, se jih lahko vsi znamo iz glave našteti. Zakaj ene države to vizijo lažje zmorejo kot naša država? A veste, da se včasih velikokrat vprašam, kaj je razlog temu? Pa se včasih zvečer tudi, preden grem spat, a ne morem zaspati zaradi tega. Zakaj recimo Hrvaško, ne, Joc, ste omenil, je tam pri strateških temah morda malce več soglasja kot v Sloveniji. A veste, kaj je na koncu odgovor, ki ga znam dati sama sebi? Vse je na ljudeh in vse je na vprašanju ene same stvari, in to je vprašanju zaupanja. Če zaupanja ni v politiki in med politiki, potem imamo to, kar imamo. In če mi vsakemu, ki sedi nasproti nas, vidimo sovražnika, potem jaz ne vidim več, oziroma ne znam
tudi razložiti ne več, kako in na kakšen način spremeniti to logiko. Moja osebna izkušnja je, da človek verjetno vedno sodi po sebi. Ne? Če imaš na drugi strani človeka, ki v vsakem tvojem premiku vidi napad na njega, pomeni, da tako razmišlja praktično 24 ur na dan. Kako priti iz tega ven, verjetno ni lahko, sploh ko si enkrat ujet v to lastno zanko in v zanko, morda kdaj tudi ljudi, ki so okrog tebe. Ne, tudi o sebi govorim, moram zelo paziti, da ostanem sama svoja, da razmišljam svojo glavo. Jaz upam, da mi to uspeva, ker bi si jaz želela, da ne bom predolga, zdaj sem šele opazila, da smo na čas vezani, pišu, kam imam uro tamle pred sabo. Ja. Jaz bi si želela strateških premislekov. Gospod Akrapovič je danes brutalno analiziral enega od strateških premislekov, ki ga Slovenija potrebuje. Jaz sem sama opozarjala, no, jaz nisem proti jedrski energiji, gospod Akrapovič seveda to ve, ampak opozarjala sem na nepremišljenost, nevizionarstvo, neorganiziranost politike v razpravah, zgolj v razpravah o strateških temah. Kdaj se bomo zbudili, ne vem. Lahko vam pa povem en stavek, ki mi ga je izrekel izraelski predsednik Icak Herzog. Veliko sem se pogovarjala z njim, sploh takrat, ko je Slovenija priznala Palestino. Seveda niso bili zelo navdušeni. Ampak jaz sem ga vprašala eno stvar. Ne. Kdaj pa bo v Izraelu bolje, kar se tiče tega brutalno militantnega razmišljanja, kako rešiti problem med Palestino in Izraelom. In veste, kaj mi je odgovoril? Rekel je, jaz osebno čakam na spremembo miselnosti v političnih novih generacijah. Najprej sem bila zaskrbljen, sem si mislila, to bo pa še nekaj časa trajalo. Ne? In tudi pri nas čakamo in čakamo, kdaj bomo dobili nove, drugače vzgojene generacije. Jaz upam, da za nami prihajajo. Res upam. In to je to. A je tisto, kar manjka novim generacijam, vizionarstvo? Ne, novim generacijam ne manjka vizionarstva. Ko se jaz pogovarjam z mladimi, a veste, kakšen užitek je to? Ampak mi smo v politiki dosegli to, da mladih politika ne zanima več, oni hočejo rezultate. Jaz pa pravim, dajte se odločati za politiko. Mi rabimo mlade, pametne ljudi. Imamo seveda tudi nekaj mladih ljudi v politiki, o njihovi pameti se včasih sprašujem, ne? Na levi in na desni se opravičujem, sem zdaj le brutalno iskrena. To, da nekdo nekomu reče vaški posebnež in je ta, ki to izreče star, ne vem, če 30 o tistem vaškem posebnežu, o katerem govori, je pa to človek z 30-letno kilometrino v politiki, potem je z ene in druge strani, ne, se veste, o kom govorim, in isto na drugi strani nek mlad politik, ki ne štedi besed. Mi moramo mlado gardo najprej vzgojiti v kulturo dialoga in če zaključim, kaj zame politika pravzaprav je. Veste, ko sem se jaz podala v politiko, sem se vprašala, kaj je meni politika, definicija politike. Ne? Ena kratka definicija, je zelo preprosta. Politika je sklepanje kompromisov, ampak ne gnilih. Zdaj, če to umetnost znamo na koncu sprocesirati, postati mojster tega, je največ, kar lahko sebi kot politiku daš. Predvsem pa, če hočeš v politiki sklepati kompromise, moraš pa kaj? Biti dostojni v dialogu, to je vsa umetnost. Gospod Jos Pečečnik, že v prvem uvodnem nagovoru smo slišali tudi o vrednotah. Če jih pri politiki primanjkuje, kako je z družbo? A so morda podjetniki lahko tisti, ki s svojimi vrednotami, to je pa delo, boj ves čas zase, za svoje zaposlene, za družbo, v kateri delajo, tisti, ki lahko prevzamejo še večjo moč, kar se tiče teh širjenja pozitivnih vrednot?
Ja, jaz mislim, da tukaj ni potrebno preveč izgubljati besed, ker to, kar teoretično govorijo politiki, tako podjetniki, živimo. Imeti podjetje, pa ne gre za najmanjšo obrt ali pa za največjo podjetje, pomeni biti odgovornost, pomeni biti sposoben iskati kompromisov, zadovoljevati posamezne želje in enostavno stimulirati vse potenciale od zaposlenih, od snažilke do glavnega inženirja. In mi to znamo in mi, predvsem v našem klubu, želimo to prenesti v družbo in tudi prenašamo, vendar imamo na drugi strani in v medijih in politikih nasprotnike, ki jih te teme ne zanimajo. Te teme nas ne zanima, kaj bo, če jutri pride do vojne, kje bomo mi hrano dobili, mi z naše kmete zatiramo, zemljo prodajamo in nobeden tudi po moje v državi nima spiska, kaj sploh potrebujemo, da bo država en mesec preživela v primeru osamitve naše države. Jo odstopa imamo. Imamo, ok, super. Kar se tiče na drugi strani, vrednote so najpomembnejše, kar se tega tiče, in mi bi želeli, da bi vsi razumeli v državi, da če ustvarjaš, če delaš, po domače rečeno, če si priden, da ti pripada tudi nagrada in plačilo. In mi smo v bistvu v tem zelo dobri, ker smo, kot vidite, stalno v medijih izpostavljeni na drug način, ker se politika trenutno v bistvu boji, da bi ta miselnost prevladala, pa bo prevladala. Ker tukaj je naš klub, vsak dan je večji, podjetniki, na vas je to, da pomagate graditi in da to miselnost naprej poganjamo. Mogoče smo bili manjši balonček, pa smo zdaj malo večji balonček, ampak on nezadržno raste. In dokler ne bomo mi v Sloveniji spremenili miselnosti, da je delo cenjeno, da ne more vsak mulac biti čez vikend milijonar in da imamo odnos spoštovanja do politike, do posameznikov v družbi, pri nas ne bomo mogli narediti premika. Me pa zelo skrbi to, ker smo imeli res v tem obdobju takšno vlado, ki je imela idealne pogoje za delati spremembe, jih je tudi obljubljala, naredila pa praktično nič iz tega. In to pa me skrbi, moram priznati. A lahko skočim še? Aha. Vi kot predsednica veliko potujete, ravno zdaj ste se vrnili tudi z enega gospodarskega obiska. A naša država naredi dovolj za to, da je glas podjetnikov tudi v tujini bolje slišan, oziroma da se odpirajo ta vrata? Zdaj govorimo o nekih veleposlaništvih, ki se končno odpirajo na afriški celini in tako naprej. Je to, kar naše gospodarstvo ponuja, tudi v tujini dovolj vidno in slišano s pomočjo države? Se politiki je nekaj, gospodarstveniki pa tako ali tako sami iščejo poti ven, ne? To, kar sem se jaz naučila v teh 2 letih, odkar sem predsednica in sem se takoj začela seveda ukvarjati tudi z gospodarsko diplomacijo, je pozitivno. Jaz sem bila z res uspešno gospodarsko delegacijo v Mongoliji, pa je tudi eden od ekonomistov rekel, kaj pa predsednica počne tam. Ampak Mongolija ima 8% gospodarsko rast, Slovenija pa komaj do 2% pride. In gospodarstveniki, ki so bili tam, so bili neizmerno zadovoljni, napeljali kontakte in veste, moja obveznost, ampak res prijetna obveznost je, da ko grem v tujino, promoviram slovensko gospodarstvo, predvsem v vzhodnoazijskem svetu, v arabskem svetu. Ko pride predsednik, se odpre 10 vrat več, kot če pride predsednik vlade ali minister. To je treba razumeti. In zdaj, ko sem bila jaz v Abu Dhabiju, ko sva imela pogovore s predsednikom države, ki ima mimogrede proračun na 10 milijonov prebivalcev, 500 milijard dolarjev, Slovenija pa 15 milijard letno, sicer na 2 milijona prebivalcev, ampak vidite, kje je razlika. A ne? In ko ti vzpostaviš ta kontakt, se res odprejo mnogotera vrata. Po pogovoru s predsednikom države so moji v gospodarski delegaciji takoj dobili sogovornike, zato ker veste, v arabskem svetu je pa tako, čakajo, da vidijo, ali se boš povezal na pravi način. So vsi, ki so bili z menoj,
dobili v sekundi tega ministra, tega državnega sekretarja in tako naprej. Z mano je bil predstavnik inštituta Jozef Stefan. Arabske države gledajo umetno inteligenco z občudovanjem in želijo postati svetovna velesila na področju umetne inteligence. In mi moramo te stvari razumeti. Jaz grem drugo leto v Kazahstan z veliko gospodarsko delegacijo. To je še en od trgov, ki je izjemno pomemben. Pogovori že potekajo. Odziv gospodarstva na to, da se gre na pot s predsednico, je izjemen. Lahko vprašate tiste, ki so bili z menoj, kako se takrat nagaramo vsi skupaj v ekipi, ampak verjemite mi, s tako velikim veseljem, sploh potem, ko vidim, kako cenjeno je slovensko gospodarstvo. Mimogrede v Abu Dhabiju sem šla pogledat balon od Duola, kako so lastniki tega objekta z občudovanjem govorili o tem našem slovenskem podjetju, ki so na rok naredili brez napak največji šotor za šport v arabskem delu sveta, pa tam veste, da je vse največje. Od Burj Khalife in tako naprej. Potem sem bila v enem podjetju, v Abu Dhabiju, kjer uporabljajo umetno inteligenco in znanje za učenje voznikov za polaganje šoferskega izpita. Kakšen high-tech, slovensko znanje v ozadju. In kamorkoli grem, najdem slovensko znanje, pogumne slovenske podjetnike. In ja, naloga politike je odpirati trge. Pa pustimo, če mi dovolite, Joc in Gregor, lepo prosim, bi tu rada povedala eno stvar. Velikokrat slišim potem, ja, pa hodiš v države, kjer se ne spoštuje človekovih pravic, se pogovarjaš s predsedniki, ki ne spoštujejo vladavine prava in tako naprej. Pustimo politični dialog stran od gospodarskega dialoga. Verjemite mi, da se jaz, ko se s politiki pogovarjam o političnih temah, zastopam svoja stališča. Goreče, takšna pač sem. Ampak ko govorimo o gospodarskem sodelovanju, moramo mi pustiti politična prepričanja ob strani. Veste, to bi bilo ravno tako, kot da bi mi zdaj rekli, ker je v naši sosedi Italiji na vladi desna politična opcija, mi gospodarsko ne bomo več sodelovali z Italijo. Ja, smo normalni, na 12 milijard blagovne menjave. Mi smo obkroženi z državami, ki imajo desno politično opcijo, mi imamo trenutno levo politično opcijo. Ali pa razprave o Kitajski. S Kitajsko se politično povsem drugače pogovarjaš, kot se pogovarjaš, ko govoriš o moči kitajskega gospodarstva. In hvaležna sem, predsednik vlade je spoznal, kako pomembna je Kitajska, in v zadnjih 4 mesecih so bili tam 4 slovenski ministri. Zunanja ministrica z zelo močno gospodarsko delegacijo. To so stvari, ki so pomembne, da v politiki znaš narediti distinkcijo med političnim prepričanjem in političnimi temami in gospodarskimi temami. Gospodarstvo je fluidno, vedno najde pot, in jaz sem večkrat rekla, 2 milijona 100 nas je. Nimamo veliko samorogov, samo eden. En je bil, to sta bila logina, mislim. Majhni smo, ampak to države razumejo, tudi Kitajska razume, da jim mi ne moramo ponuditi milijardnih projektov. Znanje, ki ga imamo, in razvoj gospodarstva je pa osnova zakaj v Sloveniji potem. Ja, za razvoj socialne države. Jaz ne vem, če nisem že neštetokrat rekla, da močno socialno državo lahko naredi samo močno gospodarstvo. Dajmo se tega, lepo prosim, vsi skupaj zavedati. Omenili ste tudi umetno inteligenco, ker vidim, da nam tam ne piše 0-0, ampak bomo 3 vprašanja kratka vseeno še postavili. Umetna inteligenca, tukaj pa smo pravzaprav z namenom, da gledamo v prihodnost Slovenije 2030. Joc Pečečnik, umetna inteligenca je v Klubu slovenskih podjetnikov ena izmed pomembnih tem. Tudi o tem govorite, pa o zelenem prehodu, naprimer. A si rekel inteligenco ali rezidenco? Rezidenco ob koncu, inteligenco pa zdaj. Tudi Akrapovič je omenil, ko smo govorili o neki viziji, pa so se vse politike strinjali, da to potrebujemo, potem so se vse politike strinjali, da zdaj pa še ne. Kako takšne stvari, ki so okrog nas ves čas v teku,
delujejo naprimer na samozavest slovenskih podjetnikov, kjer se pa ves čas pa čaka, da se bo pa ta preboj vendarle zgodil. Vsi vemo, da se bo zgodilo, ampak mi pa še malce počakajmo. No? Govorimo o rezidenci, o inteligenci. Res, da... Inteligenci. Okay. Ja, jaz mislim, da v Sloveniji sploh ne čakamo, da vsaj člani našega kluba to, predvsem mlajši del, uporabljamo. V našem podjetju uporabljamo zelo in se res trudimo zelo dinamično izobraževati vse zaposlene. Bo pa klub tudi v tem letu pripravil za vse regije izobraževalni program na temo umetne inteligence. Mislim, umetna inteligenca je novo dejstvo in kdor jo pač ne bo uporabljal in bil del tega sistema, pač ne bo mogel slediti v celotnemu razvoju, govorim za večinoma branže. In ta stvar res zdaj že fantastično deluje in lahko služi vsem podjetnikom kot zelo uporabno orodje. Jaz vam povedal mojo zgodbo. Jaz sem nekoč v GPT upisal, da si želim narediti najbolj primeren golf igrišče v Sloveniji z 2 milijona prebivalcev, kjer je toliko in toliko članov, in dal sem vse te podatke v ta GPT chat in sem praktično dobil ven program, kakšen golf moramo narediti z vsemi detajli, ki ga zdaj izvajamo. Umetna inteligenca je ratala tako pomemben element, da ga nobeden podjetnik ne bo niti državljan več preskočil, nahajal se bo povsod in mene veseli, da imamo in v klubu in v Sloveniji kar veliko tega znanja. Verjetno bo pa tukaj ratal problem, kako se bo lahko Slovenija kot tako majhna država lahko kosala svetovnimi razvoji, ki pa vse temelji na moči in denarju iz celotnega sistema. Ampak glede na to, da premier zdaj zida računalnik, upam, da bomo konkurenčni. Še ta zeleni prehod, gospa predsednica, vas moramo vprašati, omenili ste že, kako drugje se vendarle vsaj malce zedinijo, pri nas se pa zdi, da smo zdaj novo priložnost vsaj o poglobljenem pogovoru o drugem bloku jedrske elektrarne znova preskočili in jo premaknili, pa bi o odgovornosti tega vprašal, ker se vsi zavedamo, kakšni so koraki v prihodnosti, kje moramo biti, potem se pa nekaj zgodi oziroma se nič ne zgodi, a je tudi to problem slovenske družbe, da nihče tudi za te velike napake ne odgovarja. To zdaj niso kazenske postopki, o tem zdaj ne bomo govorili, ampak vendarle, ko je vsem jasno, da nekaj potrebujemo, pa se potem ne zgodi in gremo kar naprej. O odgovornosti v slovenski politiki je pravzaprav težko govoriti, ampak dobro, pri jedrski energiji, jaz mislim, da to ni projekt, ki je bil pometen pod preprogo. Jaz res upam, da to ni projekt, ki je bil pometen pod preprogo zaradi neorganiziranosti, nerazumevanja pomena tega projekta v politiki. Jaz upam, da bo to prišlo nazaj, hitro, na dnevni red, s tehtnimi premisleki, kako, kdaj, katerega proizvajalca in tako naprej. Ne nazadnje, veste, jaz mislim, da je še vedno več kot polovica ljudi naklonjena jedrske energiji, čeprav zaradi teh razprav in takih fiaskov se zgodi, vidim Janjo tamle odkimava, ima zadnje podatke v glavi, bo treba delati na tem, da bo šlo nazaj gor, čez 51. Odgovornost politikov mi v Sloveniji znamo kaznovati samo na volitvah. Pa še tam se včasih vprašam, ali jo znamo ali ne. Gospod Joc Pečečnik, še eno vprašanje. Prej ste rekli, da boste v regijah skrbeli tudi za poučevanje in upravljali delo, ki ga morda lahko upravi tudi kakšno ministrstvo, ki ga tudi imamo, pa tudi tam ne delujejo stvari ravno dobro. In ravno pri regijah bi se še ustavil. Tukaj so člani SBC-ja in prav regije so zapisane tudi v ta cilj do 2030, da se začnemo tudi o tej stvari pogovarjati. Zakaj bi bile regije tako zelo pomembne, da se začnejo tudi te vračati v prvi plan pogovorov? Ja, vsekakor je osnovni cilj regije decentralizacija države in
večja dostopnost do upravljanja države, tudi lokalnim skupnostim in regijam. Lahko govorimo o pokrajinah, verjetno ne o regijah. Ja, mi smo jih razdelili na regije, ampak so na političnem jeziku. Ja. Mi to imenujemo regije, lahko tudi pokrajine. In pač naš cilj je, da bomo s tem mandatom mojim vsaki od regij prisotni. Trenutno bomo za regijsko karto vzeli 12 obstoječih regij, ki so bile predlagane, čeprav je naša analitična služba že izračunala, da niso najbolj primerno predlagane po različnih kriterijih. In mi smatramo, da ljubezen državljanov gre od družine, krajevnosti, skupnosti, občine, regije do države, in na drugi strani smatramo, da je pač državni aparat ratal preveč centraliziran v Ljubljani in da se praktično ukvarja z asfaltiranjem, ceste v Mokronogu. In na tak način se družba ne bo mogla spremeniti, zato je naš bistveni načrt, da gremo v regije, da bomo tam tudi odpirali pisarne in da se z lokalnimi skupnosti pogovarjamo o tem, kakšen bi bil pravi model z veliko samopodobe in občutljivosti na skupne interese, ne samo na županske, lokalne in vse ostale, ker tukaj se hitro zakur konflikt, ki je v Sloveniji splošno znana obrt. To je naš načrt okoli regij. A lahko samo dodam nekaj? Jaz bom govorila pa o pokrajinah kot političnem geografskem pojmu, ker verjetno smo na koncu na približno istih valovnih dolžinah. Veste, kaj sem jaz opazila? Marko, koliko časa se pogovarjamo o pokrajinah? Prejšnja 10 let. Ja. In v 10 letih smo se bili mi zmožni, a veste, pogovarjati o čem? Pa se tudi skregati o tem. Kako bo ime pokrajini? Za božjo voljo. In jaz sem na koncu rekla, pa a je važno ime? Mi se moramo najprej pogovarjati o tem, kaj bomo iz države prenesli na pokrajino in kaj iz občine na pokrajino. A ni to logično? Mi se pa pogovarjamo o tem, 7, 8 ali 11 pokrajin, ali bo Savinjsko-Šaleška, ali bo Šaleška, ali bo... Razumem tudi ta lokalni naboj imena, ampak mi se sploh ne pogovarjamo o vsebinah, ampak se pogovarjamo o imenu pokrajine. To zelo kaže, na naravo razmišljanja o politiki, kako določamo prioritete in kaj je bolj pomembno in kaj je manj pomembno. Saj na koncu je treba seveda rešiti tudi ime, ampak a ni bolj pomembna vsebina, a pokrajine sploh rabimo ali jih ne rabimo? Če mene vprašate, bi pokrajine seveda morali imeti, ker so zapisane v ustavi. Nam se v zadnjih nekaj letih dogaja to, da mi lastne slovenske ustave ne spoštujemo več. Mene kot pravnico boli duša in srce. Drug primer, ko smo dobili volilni sistem, smo rekli, da je to začasen. Mi imamo 33 let začasen volilni sistem. Imeli smo referendum o spremembi volilnega sistema. Javnost je jasno povedala, da si želi drugačnega volilnega sistema, pa se spet politika ne zna med seboj zmeniti. Ali bomo imeli večinskega, mešanega, mešano, proporcionalnega. Ja. Eno rešitev je treba najti, tako kot danes je. Mene vprašate kot volivca, grem na volitve, jaz ne vem, kdo bo sedel v parlamentu. In velika večina ljudi na koncu pravi, sej ne vemo, zato ker imamo nek proporcionalen sistem z Dontovim količnikom in na koncu pride v parlament nekdo, ki je dobil 300 glasov, pa ne pride nekdo, ki je dobil pa 10 000. In to ljudi moti, ni pregleden ta sistem. Preferenčni glas, recimo pravijo, je en korak naprej. Ampak mi smo mojstri o tem, da o tem debatiramo 10 let, 15, 20, pa na koncu se ne zgodi nič. Danes so me naročili, da moram biti ljuden in prijazen in bom, ampak vsem predsednica ne imeti nič osebno. Nas pa boli to, da se že 10-15 let pogovarjate ali pa se pogovarjajo o regijah, brez da se sploh definira cilje, zakaj bi regije morale biti. Nas pa to boli in mi podjetniki smo pač trenutno šli v svojo akcijo, kjer smo pogledali vse, kar so se ljudje 15 let pogovarjali, dali v eno analitično strukturo
In zdaj bom prvič javno povedal, pa tudi nisem imel namenoma, da smo ugotovili, da so v stari Jugoslaviji 6 pokrajin bila najbolj odlična rešitev. Zato, ker je minimalni ekonomski prag za občino 52,000 prebivalcev in vse te podatke v klubu imamo in mi se moramo začeti pogovarjati o regijah. Ime bomo že na koncu zmenili, samo pogovarjati se moramo, zakaj so one dobre in sploh ali so potrebne ali niso potrebne. In to so bistvena vprašanja, ki smo jih mi tudi z župani že deloma prvi krog dali čez. In jaz mislim, da bo drugače za to državo spremeniti celotno družbo bistveno težje, kot preko regij. In mi se bomo s tem naprej ukvarjali. Dajmo še kakšno v rezidenci. To je zadnje vprašanje. Ja, nimam je, kaj pa je lahko vprašanje. Jaz bi jo rad vprašal, kam povab kakšnega posebnega gosta, ki bi mu rada izkazala, morda, govorim na diplomatskem na nivoju, bolj čustveno noto, da mu pokaže, da je pomemben, kam ga sploh danes povab tujega predsednika. Sej morda se vam zdi, da je to precej obrobna in nepomembna tema. Ampak če gremo na polje diplomacije in državništva, naj povem jasno in glasno. Nataša Pirc Musar rezidence ne potrebuje, potrebuje jo država. Slovenija je menda edina država na svetu, ki je nima. Zdaj, En aplavz za to. Saj v nečem smo edini. Rezidenca v mnogih državah je prikaz kulturne dediščine posamezne države, je prikaz moči gospodarstva, če želite. Lahko vam omenim finski primer. Na Finskem je država dala zemljišče, finsko gospodarstvo je pa naredilo vzorčno finsko hišo, kjer je do zadnjega šraufa vse finsko v tej hiši. Tam so dnevi odprtih vrat, lahko pridejo, ko pridejo tujci k finskemu predsedniku na obisk, pokaže od Nokia pametne hiše do ne vem česa vse. Ne? Predvsem pa je z vidika države imeti rezidenco zelo pomembno zaradi ene stvari. V diplomatskem jeziku moraš včasih kaj nakazati, povedati, ne da bi izrekel besedo na glas. In ko te predsednik povabi v rezidenco in ne v uradno pisarno, kjer ima sedež tvoja administracija, ti s tem da vedeti, da si njegov prijatelj in da ti izkazuje višjo čast kot nekomu, ki ga povabi zgolj v pisarno. Jaz sem recimo v Abu Dhabiju bila v rezidenci predsednika Združenih arabskih emiratov in še marsikje drugje tudi. Jaz upam, da bo Slovenija enkrat naredila en ta miselni preskok naprej, da bo delala v dobro funkcije in ne gledala na človeka, ki funkcijo zaseda. Veste, tudi v Sloveniji se zelo polariziramo. Določenemu odstotku, precej visokemu odstotku ljudi, nikoli predsednik ne bo všeč. Tudi znotraj politike ne. Ampak a je to dobro za državo, da mi nimamo še marsikaj drugega, ne samo predsedniške rezidence, ali pa da smo ustavo pisali tako, da je predsednik Kučan, za katerega so vsi vedeli, da bo postal predsednik, imel čim manj pooblastil. Mi delamo rešitve in razmišljamo na konkretne ljudi, ne pa na interese države in državnosti. To mene boli. Predsednica, mi v klubu vsekakor podpiramo, da bi predsednik ali predsednica tudi bodoče dobili rezidenco. Vi uredite zemljo, mi bomo uredili vse ostalo. Se pravi, finski model. Wow. Wow. In s tem bomo ta prvi panel tudi zaključili. Hvala lepa obema, tudi za nekaj pametnih idej, zdaj jih je treba pa samo še uresničiti. Hvala lepa. Tako da to je bila resna ponudba. Zdaj ste me šokirali, ja. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.